Takole, dobrodošli v novem B33 Tactical opremljen.si vlogu. Tokrat imamo tudi potopis in sicer nadaljevanje prejšnje oddaje. Nahajamo se pri cerkvi Svetega Miklavža. Sveti Miklavž se nahaja na samem zemljevidu tule, se pravi malce naprej od Gaberja in nad Dolžem. Razlog, zakaj smo to točko izbrali, je, ker nam je cilj priti do fabrike. Fabrika se nahaja na gozdni cesti Vahta Gospodična. To je tisto, kar smo prejšnjič posneli. Cilj pa nam je najti pot, se pravi, kako izgleda pot in ali je primerna za konjenika iz Svetega Miklavža čez te Košenice in potem tule zaokrožimo do te potke, kjer pridemo pri sami fabriki ven, oziroma to je tam, kjer je tisti spomenik tega gorjanskega bataljona. Hkrati se bomo še malo okrepčali z Gutmund Milcom liofilizirano hrano. Tokrat smo zbrali goveji stroganov s testeninami. Več o tem potem takrat, ko bomo pomalicali. Zdaj ja, če gremo pogledat, nahajamo se pod Gorjanci, se pravi na tej strani so Gorjanci, spodaj gričevje, poraslo z vinogradi, travniki, njivami, pod njimi pa leži Šentjernejsko polje, otočec, sama cerkvica. Nekih podatkov o cerkvici trenutno nimam. Če pogledamo, ja, ona je zaklenjena, se pravi, dokaj majhna vrata. Odprtina za zvonik, vrvi ni. Postanki pred. Tako da ja, kar dokaj idilična, tukaj bi lahko malce popasli. Zdaj sama pot, če bi šli po cesti, je dosti strma. Gre za to vinogradniško cesto. Za samega konja niti ni problem. Bolj bi bil problem, če bi kje kakšno vozilo srečali, ker je zelo težko se potem omakniti, glede na to, da je na vsaki strani brežina. Pa vendarle izhajamo, da vidimo, kakšen je teren naprej, kako bomo pa prišli do tot, ali pa če bomo kje izbrali kako drugo vstopno točko, pa enkrat kasneje. Se pravi, zdaj gremo pogledati tole, ta odsek poti in če bomo našli fabriko. Gremo, akcija! Zdaj se nahajamo tukaj malce naprej od Miklavža, se pravi iz samega dela vinogradnega območja Košenic smo prišli v del gozda. Gozdna pot je utrjena, kamnita, lepa, tako da ja, izgleda obetavno. Na samem zemljevidu se pa nahajamo tule, se pravi šli smo mimo teh Košenic, se pravi se nahajamo tule. Zdaj bi mogli mi priti do teh večjih Košenic, potem pa tukaj na levo stran pa naprej do fabrike. Tako da ja, se veselimo in v pričakovanju gremo, akcija. Zdaj nahajamo se mi tukaj pod temi Košenicami, to je na tej točki. Na tej točki. Našli smo pa tudi tole potko, ki je povezava naprej do fabrike, se pravi, tle smo zdaj, šli bomo po tej potki in naprej do fabrike. Tale potka je tale, gozdna pot, se pravi, je zelo široka, malce gre v breg. Zdaj tista glavna, ki smo jo pa prej gledali, gre po oni strani gor. Tisto, kar bi vam pa pokazal,
je pa cvetlice gorjancev. Tole imamo sam cvetoči čemaž. To je ta čemaž. Tisto, kar je pa res vrhunsko, pa kar smo navdušeni, da smo našli, so pa orhideje. Če se spomnite iz tistega prejšnjega potopisa, smo bili gor na Košenicah pri Miklavžu, kjer je bila tabla in kjer so bile zlistane te zanimive cvetlice. In ena, ki je bila omenjena, je tudi tale orhideja. To je ta cvet. Prav lepi cvet. Se pravi, če gledamo, sami listki so tudi taki zelo posebni. Tako da ja, kaj vse raste na teh naših gorjancih. Tako da smo res navdušeni, vedno znova nas presenetijo. Tako da ja, mi gremo zdaj naprej. Vmes si bomo še privoščili eno kosilo, malce okrepčila, tako da gremo, akcija! Tako, dobrodošli v novem B33 Tactical opremljen.si vlogu. Danes se nahajamo pod Gorjanskim vrhom, Trdinovim vrhom. Tole na desni strani so Košenice, na levi Gozdiček, kjer tudi na obronku raste orhideja. Jo bomo potem malce posneli, delili z vami ta prečudoviti cvet. Tisto, kar si bomo pa mi danes kot malce privoščili, je pa goveji stroganov z testeninami. Se pravi, stroganov izvira iz Rusije. Gre pa za liofiliziran obrok iz Gutmund Millsa z življenjsko dobo 8 let. Liofilizacija pomeni, da v tovarni obrok skuhajo, ga globoko zamrznejo in v vakuumu odzamejo kristalčke, pakirajo in s tem, s procesom liofilizacije se doseže, da ima obrok dolgotrajno svežino, dolgotrajno ohranjenost okusa, granulacijo, barvo in pri tem ne izgubi ne vitaminov, ne mineralov. Dokazano je, da jih obdrži več kot 95%. Zdaj namen je, da vam prikažemo, kako se obrok sam pripravi, delimo prve vtise, da boste tudi vi vedeli in da boste poznali, kako si lahko dejansko sami pripravimo obrok v naravi, ne da bi rabili restauracije ali pa sendviča s sabo. Se pravi, sam obrok je neto teža 120 gramov, potem, ko bomo pa vlili vodo notri, bo pa 420 gramov hidrirane količine. Na hrbtni strani imamo navodila, grafični prikaz. Se pravi, ideja je takšna, da v bistvu mi odtrgamo rob pri zarezi, odstranimo absorber kisika, premešamo z vodo, ki jo vlijemo v 100 stopinj Celzija ali vročo, najmanj 70 stopinj Celzija, in sicer 300 ml, to je 3 decilitre, do nivoja 2. Sam nivo 2 je označen na notranji strani vrečkice. Potem premešamo, zapremo, počakamo 10 minut, premešamo in jemo. Tako da, to je tako enostavno. Konkretno tale obrok, danes smo 9. maj, je veljaven do leta 2032, se pravi, ni straha, da bi si vi to nabavili, pa potem vas bi bilo strah, da rok preteče, tako da kar pogumno v nakup. Zdaj, kot rečeno, ne vsebuje barvil, ne vsebuje konzervansov, popolnoma naravno, zelo bogat vir proteinov. Če gledamo na 100 gramov, je to 484 kilokalorij, 18 gramov je maščobe, 24,9 grama pa proteinov. Se pravi, sama vrečka je 120 gramov, kar pomeni, je to 581 kilokalorij, pa skoraj 30 gramov proteinov. Tako da ja, gremo mi probati. Se pravi, pri sami zarezici mi to zatrgamo in paketek odpremo. Takole. Se pravi, to izgleda takole. Notri je absorber kisika, se pravi, s tem se podaljša življenjska doba, se pravi, njegov namen je, da odstrani kisik iz same vsebine vrečke, ni pa to za jesti.
Tako da ja, noter vidimo makarončke, se pravi, to so dejanski koščki hrane, to ni neka umetna prah zadeva, to je košček govedine, vse to je že kuhano, kar pomeni, mi lahko tudi tako pojemo, kolikor ne bi imeli vode, ali samo vodo ulijemo mi do nivoja 3. Takole. Premešamo še. Takole. Takole, malce bom še dal. Da bo bolj, bi rekli temu, žmohtno. Takole. Potem, ko smo zmešali, mi zapremo paketek, počakamo 10 minut. Zdaj, če bi se nam mudili, mi gremo lahko naprej, damo to v nahrbtnik, se pravi, tale ziper je zadosti močan, da zadeva ne bo spustila, ne bo vsebina šla ven, kar pomeni, če se nam mudi v nahrbtnik, gremo naprej, čez 10 minut se ustavimo in jemo. Tako da ja, počakajmo 10 minut in potem probajmo. Ok, tako, 10 minut je minilo in zdaj nič, čas za malco. Gledamo, kako to izgleda. Če bi zdaj to prevrnil, potem bi mi posneli malce po tleh in bi imeli to mraveljce kosilo, ne pa mi. Diši lepo, izgleda takole. Se pravi, testenine z govedino na stroganov način. Tako. Dober je. Zdaj tisto, kar se opazi, testenina, ne? Se pravi, tele svedrčki niso razkuhani, so glih prav al dente. Da je to top. Čuti se govedina. Tak lep kremast občutek. Zelo se čuti okus po govedini, se pravi veliko mesa. Noter imamo od začimb, pa kaj imamo? Poleg testenin imamo potem še mesno juhico, govedino 20%, potem je pa še paradižnikova mezga, čebulca, peteršilček, poprček, muškatni orešček, tako da ja, same dobre stvari. Definitivno priporočamo, se pravi goveje stroganov s testeninami. Če še niste probali, probite. Nič nimate za zgubiti, cene so zelo ugodne, naročite par kosov, pejte v naravo, si pripravite obrok tako in uživite od zunaj. Se pravi, sami, tisti, ki nimate radi gužve, nožice, ki ste radi v naravi, poslušate ptičke, je to to. Top. No. Koščki govedine, res bogato. Če bi dali to na krožnik, nikoli ne bi ugotovili, da je to iz vrečke. To ni nek prah, to so dejansko pravi makarončki, pravo meso. O ja, prva liga, top. Da ste še vi vedeli,
na opremljen.si, lajkite, šerite, preveč ni treba, ker škoda, da se taka dobra hrana meče. Dober tek. Dobro je. Kaj smo mi zdaj pod Gorjanci? No, v Goranskih Košenicah. Nekaj vam moram pokazati. Pejte z mano. Se pravi, v gostilni tega ne moreš. Se pravi, v gostilni ješ za mizo, tukaj pa dejansko lahko malo raziskuješ naravo. Tole bi vam pokazal. Se pravi, to je orhideja, ki raste na Gorjancih. Če se spomnite tisti videoposnetki, ko smo jih zadnjič iz tega potopisa objavljali gor na Košenicah pri Miklavžu, omenjajo to orhidejo in ja, našli smo jo. Tako da, kje lahko ti ješ v naravi ob orhideji? Nikjer. Tam spodaj imamo pol še Tomaž. Če bi se mi malo bolj v pomladnem času nahajali, bi mi to lahko si še čemaževe malo tako listke dali gor, malo začinili. Čeprav je že to perfekten obrok. Tisto, kar je posebnost tega, je, da v bistvu lahko postrgate vse iz notranjosti. Se pravi, ni ostrih robov, tako da nič ne ostane. Celotno vsebino pojeste. Tukaj so pa tele nivoja, do katerih natočite vodo, se pravi nivo 1, nivo 2, nivo 3. Tako da ni treba čisto natančno vedeti, koliko imate vi decilitrov, ker je, če natakate iz čutare, to včasih težko določiti. Evo ga. Vrhunsko. Sama vrečkica, ker ima ziper, uporabite kot vrečko za smeti, se pravi, noter damo tisto, kar smo utrgali rob, absorber kisika, pa če imate še kakšne manjše smeti, noter v vrečko, v nahrbtnik, s sabo dol v dolino. Teda še enkrat lajkite, šerite, kupite na opremljen.si, poleg tega so še ogromno ostalih obrokov, tako da ja, dober tek. Se pravi, to so te Košenice, tule gremo mi še malce naprej, sicer potka je tako kamnita, tale verjetno pride do one fabrike. Tako da ja, to je taka pot dosti kamnita, sicer s konjičkom bi šlo. Mi gremo zdaj pogledati gor na on del, ki se nekako cepi na desno, bomo potem na zemljevidu pogledali. Tisto, kar smo prej dol gledali, tista gozdna pot, tisto pa mislimo, da bi prišli pod travnikom na oni točki, ki jo bomo potem pokazali, tale pot pa sklepam, da pride do onega obeležja za bataljon pri fabriki. Gremo naprej. Tisto, kar je zanimivo, je, da po poti teče tudi tak manjši potoček. To zdaj ne vem, ali zaradi tega, ker je bil dež, ali to skozi, verjetno zdaj zaradi dežja. Vkolikor pridemo do take situacije, si lahko natočimo vodo. Mi v opremljen.si ponujamo tudi grejl filtre, tako da natočimo v zunanjo posodico, filter stisnemo in pijemo. Se pravi, prečisti vse od virusov, bakterij do nečistoč. Delili bomo spodaj povezavo, teda definitivno vredno pogledati. Mi gremo pa naprej.
Nahajamo se na tem križišču, kjer bo danes tudi neka končna postaja današnjega raziskovanja. Tisto, kar nam je zmanjkalo časa, je, da bi šli pogledat še tule naprej, da bi prišli dejansko do fabrike. Sama potka se tukaj lepo začne v taki zemljati obliki, kar je prva liga za konje. Tale gre sicer še naprej do višjih košenic, tako da v naslednji oddaji probamo tole ali pa tisto spodnjo, kjer smo jo posneli. Tisto, kar bi pa za zaključek še bili z vami, je pa ta prečudovit razgled na dolino reke Krke. Se pravi, tam v daljavi vidimo Novo mesto, tisti svetleči del je Olimpijski center. Mi, Otočani, kjer imamo koničke na Ratežu, smo tule malce spodaj na desni strani. Tisto na skrajni desni je pa potem Šentjernej. Zaključimo kot en tak lep zaključek. Našli smo potko, spet en del v mozaiku več. Tako da se vidimo naslednjič. Ne moramo si kaj, da pač ne podaljšamo mi oddaje, pa naredimo še en dodatek k oddaji. Predno dejansko res zaključimo. Radi bi delili z vami, koliko je tukaj čemaža. To je dejansko cela planota čemaža. In to je taka potka. Sicer na dele je dokaj neugodna, kot vidimo tule spodaj. Sicer bi se dalo s konji po tej strani, drugače je tako malo razdrapana od hudournika. Naprej se malo osuši, tako da definitivno vredno ogleda, iskanja perfektnih, optimalnih poti. Zdaj gremo pa nazaj k avtu, kjer pogledamo na zemljevidu, kje smo, in potem res zaključimo. Vsi ti pohodi, vsa ta raziskovanja, ki jih opravljamo, ne bi bila možna brez dobre obutve. Jaz konkretno obut v Ako Tactical KS Schwer modelu, snematelj v Ako Tactical Combat GTX Pilgrimu, oba z nepremočljivo Gore-Tex membrano, ta čisti usnjeni Pilgrim Combat pa kombinacije usnja in pa balistične tkanine. Zdaj posebnost tega KS Schwera je, sicer on je prvenstveno namenjen gorskemu udejstvovanju, gorskemu bojevanju, sam v takšnih razmerah, kot so tule na Gorjancih, je to odličen čevelj, težji čevelj, Pilgrim Combat lažji čevelj, pa vseeno temu utrpežen. Recimo ta je res brutalno nepremočljiv, tudi zaradi tega, ker ima tule spodnji del obložen z gumo, kar pomeni, do usnja sploh ne pride. Tudi usnje je debelo 2,4 mm, tako da res. Vsi modeli so na voljo na opremljen.si, velika večina številk, definitivno vse tiste, ki so najbolj prodajane, se pravi, ki imamo Slovenci najbolj tak standardni nabor številk. Za tiste, ki so pa manjše, večje, pa jih dobavimo v 10 dneh, tako da ni noben problem. Oglasite se pri nas, sprobite, vsak, ki je še dal to na nogo, je bil navdušen, tako da res odličen čevelj. Gremo naprej. Evo ga, še da pokažemo na zemljevidu, kje smo bili. Mislim, da je tista točka gor, ko smo bili dejansko ne tale pot, ki smo jo prej pokazali na zemljevidu, ampak da je tista pot, ki smo bili gor na travniku, tale, tole križišče tukaj. Ker tisto, kar smo bili na robu gozda in smo gledali dol, ena je šla gor, se pravi, to je tale kamnita, tista zemljata, kjer smo pol čemaže kazali, je pa tale tukaj, mimo Greberiča, ki gre tako. In pol tukaj bi se pridružila do tele spet, da bi prišli do fabrike. Zdaj tisto, kar bi mi v naslednji oddaji pogledali, bi mogoče šli tukaj od fabrike do tega potočka, pa se potem nekako probali spustiti dol do tega travnika, da vidimo, ali je to to. Se pravi, da ta delček malce raziščemo
ali pa recimo, da raziščemo tukaj tale delček, ker me res zanima, kam gre tale pot tule. Pa če bi se nekako izognili tele kamnite poti, po kateri smo šli od Svetega Miklavža gor, se pravi od tiste cerkvice, kjer smo začeli. Precej je zanimivo, ni tale potka tule. Ki izgleda kot peš pot. Ja, definitivno prvenstveno ostajamo na gozdnih poteh. Je pa fajn vedeti, kje so povezave. Tale se mi zdi pa tudi obetavna, ker je mehka. Tole definitivno enkrat v prihodnjih oddajah to raziščemo. Nič, evo ga, to bo pa res tisti zaključek. Zdaj smo že večkrat tako napovedali zaključek današnje oddaje, tokrat zares. Nič, če vam je všeč, lajkite, šerite, veliko nam pomeni, napišite kakšen komentar, pa kaj kupite na opremljen.si. Dosti zadev pokažemo, se trudimo, tako da ja, se vidimo. Ja, tukaj smo malo zamočili, se pravi, ne bomo šli do cerkvice Svetega Miklavža, ampak malce na drugo stran hriba, bomo potem pokazali, pa tukaj bi lahko šli iz ceste gor po Košenici. Tako da definitivno včasih najdemo tudi nekaj, kar nismo planirali. Kot tale potka tukaj pa izgleda kar tako lepo obetavna, sicer je suha, kamnita, samo ne tako kamnita, da bi imeli konjički problema. Tako da ja, gremo naprej. Evo, tisto, kar je, mislim, da sem našel pot, da smo našli pot, ki bi prišla nekako iz doline v povezavo do Gorjancev, se pravi do Svetega Miklavža, one cerkvice. Po tej potki ob tem Babnem potoku pridemo, se pravi, rabimo pol mi najti samo tole povezavo naprej. Mislim, da je to zelo obetavna. Pa tisto, kar pol pridemo, je ali pod Dolžem, ali pa recimo, da bi šli tukaj na glavno cesto, pa malenkost po glavni cesti pa naprej levo za Sveti Miklavž. Je dosti prometna cesta, ta ovink bi se rad izognil. Bi rajš potem šel malce iz one strani, se pravi pod Pangrič grmom, pa malo nazaj. Definitivno enkrat pogledamo. Tako da ja, zdaj pa gremo se sprehoditi tukaj do tega mosta, da vidimo, kje bi prišel ven. Ja, mislim, da imamo povezavo dolina pa Gorjanci. Tukaj pridemo zdaj do te glavne ceste. Te glavne ceste bi se pol enkrat skušali izogniti, sam zdaj pa čisto tako se mi zdi zanimivo, zaradi tega, ker imamo tukaj identifikacijo, da gre za Babni potok, glavna cesta. Če si pogledamo cesto, malo neugodna. Se pravi, dosti je oska, dosti je ovinkasta, tako da skušali se bomo ta del malce izogniti. Enkrat v drugi oddaji, tako da ja. Evo ga, tisto, kjer se zdaj nahajamo, se pravi, to je ta potok, Babni potok. Nahajamo se med Pangrič grmom pa Gaborjem, se pravi, to je ta mostiček, se pravi, nekako to imamo potem to pot, se pravi Ratež, Potovrh, Hrušica pa sem. Se pravi, tle nekako vidim potem pot, da pridemo do tukaj in potem naprej do Miklavža in naprej do Gorjancev. Tako da ja, mislim, da je to pač ta stična točka.
to je tale Babni potok, če pogledamo s ceste. Tisto, kar bi želeli optimizirati, je pol, da se izognemo temu ovinku, se pravi, da s konji ne gremo po cesti, kar je, se pravi, da bi šli pol že tule nekje, ne da pridemo do same ceste, ampak da bi tako obrnili pred Pangrčgrmom, se pravi, da bi nekako tako zaobšli to cesto, ta ovink. Ja, enkrat naslednjič tole. Tako da ja, ostanite z nami, lajkite, šerite, pa opremite se na opremljen.si.